Dobro jutro, sem najinim poslušalcem, spet je ponedeljek zjutraj in midva sva nazaj z najinimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanja in na različne teme glede naravnega zdravljenja, izboljševanja načina življenja in tako naprej. Tako da, kot ponavadi, če imate kakšna vprašanja, zapišite jih spodaj v komentarje, a ste na Facebooku, a ste na Instagramu, a ste na YouTubeu, midva vse pregledava, vse zapiševa in bo prišla do vaših vprašanj, mogoče ne v naslednjič, ampak slej ko prej bo in posnetki so vedno na voljo, tako da spremljajte naju in boste dobili odgovore na vprašanja, ki jih imate. Danes midve, z vami sva kot ponavadi Alja Podgornik in doktorica Neja Zupan, ki se obe že precej časa ukvarjava z naravnim zdravljenjem. In danes smo v tretji in zadnji del tematike voda. O vodi sva govorila že prejšnje 2 tedna, prejšnja 2 ponedeljka, in sicer sva obdelala marsikaj od tega, kaj hidracija zares pomeni, a je res, kar se tega tiče, samo da moramo spiti ne vem koliko vode na dan, kakšno vlogo igrajo minerali, kakšno vlogo igra naše vezivno tkivo, in midva sva specifično govorila o fasciji. In danes se bomo midva dotaknila še zadnjega dela vode. In sicer bomo govorile o energetskih vidikih in pa o čustvih, zato ker in voda, ker prenaša informacije po telesu, in vezivno tkivo, fascija, so zelo vključene v temu, kako mi sprocesiramo naše čustva in kako teče energija po telesu. Tako da, danes jaz mislim, da bo to ful zanimiva tema, jaz se res veselim, tako da Neja, jaz ti kar predajam besedo in gremo kar noter v to. Živjo, dobro jutro in krasen ponedeljkov dan se je začel, nov začetek tedna, nove priložnosti, nove možnosti. Jaz sem običajno malo bolj znana po tem, da imam rešitve A, B, C, če nadaljujem, imam celo slovensko abecedo, pa če te abecede zmanjka, so še druge abecede, ampak točno to je značilnost vode, ker vedno najde pot. Se pravi, če imate energijo vode, zdaj govorimo danes, kot je Alja rekla, o energiji vode, o čustvenem vidiku vode. In energija vode ima to lastnost, da najde pot ne glede na to, kje je. Voda v čustvenem vidiku, ne v energijskem vidiku, se torej nanaša v našem telesu predvsem na ledvica in na mehur. In če pogledamo zdaj karakteristike, še majčkeno vode, rekla sem, da najde pot. Potem je voda, kdor ima ravnovesje vode, energije vode v telesu, lahko postavlja cilj. Zato recimo se pri starejših ljudeh, še posebej jaz opažam, ko se upokojijo, zgubijo en tak cilj, smisel v življenju in potem se začne pojavljati inkontinenca. Boste videli, kako so recimo te kako je energijska povezava z določenim stanjem, z določenim simptomom v telesu. Jaz to bolj podrobno obravnavam v seminarju Postani mojster zdravja, da kdor želi potem se naučiti vaje, bolj začutiti te energije, tako vode, ognja, kovine, lesa, zemlje, je to vse na seminarju Postani mojster zdravja. Medtem ko tukaj zdaj, da malo občutka dobite. Tudi recimo nekdo, ki ima take težje najde komunikacijo z drugimi ljudmi, se to tudi nanaša na vodo, zato ker voda pride v vse pore. Voda tudi obkroža možgane in
če elementa vode ni dovolj v telesu, možgani ne delujejo in potem imamo razne bolezni od Alzheimerjeve, Parkinsonove, epilepsije, ADHD, avtizem, Aspergerjevo, to so majčkeno že govorile že v prejšnjih, ampak sva se nanašale bolj na fizično noto, ampak je tudi ta psihična, čustvena nota. Se pravi, če ni ene ljubezni, naklonjenosti z ljubeznijo, je tudi voda, ta globoka povezanost, najprej s samim seboj, je povezana z vodo. Zato je odnos do sebe povezan z vodo. Nekdo, ki je odrezan od sebe, in to se zdaj, se žal prevečkrat dogaja, zato ker vnašamo v telesa snovi, ki v telo ne spadajo. Tukaj mislim na razne farmacevtske produkte, predvsem so pa tudi zunanji vidiki, vplivi, kot so recimo onesnaženost okolja, hrane in tako naprej. Vnašamo te vse farmacevtske produkte v sebe in to seveda preprečuje, da voda normalno v nas teče in preprečuje stik z nam. Tako stvar, recimo, tok vode se odraža tudi v toku energije. Če tok energije presekamo, mi smo, in naš izvor je, da rečem, v vesolju, ampak maternica Zemlja, ki nas je rodila, je pa tukaj. In mi smo povezani, je ta os, vesolje, Zemlja. In če smo mi tukaj gor zaradi raznih farmacevtskih produktov, ki imajo ogromno težkih kovin noter, če to presekamo, potem začne kar nekaj delati. In je z vodo, no, ne samo z vodo, je pač en od elementov, ki rabi potem čiščenje, je element vode. In nismo potem sposobni čustvovanja, razmišljanja, telo dobro ne deluje, to, kar so prejšnje dvakrat govorile. Zelo hitro se lahko razburimo, se pravi, da je ogromno ognja noter, vode pa ne, ker voda ima ta notranji mir tudi v sebi. Zdaj recimo, če pogledam še druge vidike vode, kot je čustveni vidik. Ko se vam nekaj v življenju dogaja, najdete rešitev. In če voda, element vode, energija vode ne teče, potem rešitev ni. Potem se človek zatakne v eno melanholijo, v brezupje, to so ene take, recimo tudi, velikrat zdaj opazim narcistične motnje. Narcistične motnje so vse povezane z elementom vode, zato ker je tukaj presekan, ker ni stika, ker človek potem hrepeni po popolni ljubezni samo za sebe. Zato ker ni, mislim, od zunaj jo hoče to ljubezen, zato ker s svojim izvorom ljubezni ni povezan. Recimo, voda je tudi povezana s težavami z zaupanjem, zato ker, se pravim, človek ne najde poti, da bo dejansko prišel do tistega, kar želi. Tudi voda ima karakteristiko navdušenja. Samo zamisli si vodo, ki privre na dan. Tamle zelo blizu, tlele, ko jaz hodim na sprehod z mojo kužko, je en vrelc.
ta voda tako šprica ven, moja kužka zmeraj stoji tam zraven in tako, kje bo zdaj špricnala tista voda ven. In to je navdušenje. In tudi starejši, ki smo, glejte, ko začne primanjkovati tega navdušenja, ja, voda nateče in potem pridete v stanovanje starejšega človeka in začutite en vonj poseben. Zakaj? Ne teče več. In bi bilo treba ta tok vode spodbuditi. Pa se pravim, da to ne govorim jaz samo v smislu, v fizičnem smislu, čeprav tudi zato, ker energija zastaja v telesu in jo je treba spodbuditi, je treba limfo spodbuditi. Ogromno je strahu, tesnobe. Sploh tale čas, v katerem smo zdaj, je tišči skupaj, sneg je, zdaj imamo sneg, ne tišči, ima strukturo in ne teče. In na isti način se, ko naše energije stojijo v telesu, vse stoji in se pojavlja strah, zato ker ne vemo, kaj se bo v prihodnosti zgodilo. Ljudje potem težko spuščajo ene stare travme, predvsem psihične in čustvene, pa tudi fizične. Vse te stvari so povezane z vodo. Tudi z vodo je povezan, to sem rekla, no, že ta odnos s samim seboj. Zato se pojavljajo te razne psihične bolezni, ker smo tukaj odrezani. No, mogoče se bom še kaj spomnila, zdaj predajam Ali, pa bo ona sigurno kaj še zanimivega povedala, pa bom pa mogoče še jaz kaj dodala. Jaz bi tle v bistvu dodala eno stvar še, da mislila, ker jaz kar opažam, da sem s tem, jaz zelo veliko delam osebno, ampak vidim, da pri zelo veliko ljudeh, ko govorimo o čustvih, čustva so vrsta energije, se pravi neko energetsko stanje, ki nastane v našem telesu zaradi lahko zunanjih faktorjev, notranjih faktorjev, kakorkoli je. In to je energija, ki mora čez telo teči. To je energija, ki nastane, mora priti ven. In mora biti stalno to gibanje, tako kot voda v telesu. In zadnjič sem govorila o fasciji, o tem vezivnem tkivu, ki ovojnice, ko obdajajo vsak organ, vsako vlakno v našem telesu, gre vse do jedra. In tle vmes teče tekočina. In dostikrat se zgodi recimo pri kakšnih travmah, pri kakšnih hudih dogodkih, pa lahko niso tako objektivno gledano hudi, lahko je samo nekaj, kar nas zelo čustveno potre, lahko je neka zavrnitev, lahko so stvari zelo na vsakodnevni ravni, ki se nas zelo močno dotaknejo, ampak na tak težek način. In takrat zelo velikokrat se v določenih delih telesa, jaz sem prepričana, da marsikdo od vas je že slišal, da če pogledamo po ajurvedi ali pa sploh po tradicionalni kitajski medicini, so različna vrsta čustev v različnih organih noter. So recimo jetra povezana z jezo, pljuča so lahko povezana z žalovanjem. In tle zelo veliko ljudi misli, da to se dogaja samo na nekem zelo abstraktnem energetskem nivoju, ampak v bistvu se pa tle, ko pride do teh težkih čustvenih dogodkov, zgodi to, da dejansko del našega telesa se skrči. In to je v teh ovojnicah in kakor da bi zmrznil, kakor je Neja rekla zdaj o snegu. In se tle noter ta, dajmo reči, energetska vibracija tega hudega dogodka, te travme, kakor zamrzne. In pol ostane v tem delu tkiva, ampak če se spomnite, smo govorili o fasciji tukaj, fascija je vse med sabo povezana, je ena sama velika ovojnica, ni več različnih. Se pravi, če imate mi zamrzneno stvar v enem delu telesa in da obstajata neka, da je nižja energetska vibracija, noter se pravi neko energetsko stanje, ko stvari ne tečejo, ko niso fluidne, ko ni nekega toka noter, bo potem ta vibracija tudi na fizičnem nivoju, če na nivoju rečemo nabojev, elektronov in vseh te stvari, bo tudi ostala tkiva, to v bistvu bo imel efekt na njih. In zato je toliko pomembno, ker delamo z vodo.
da gremo pogledati tudi noter, kje so čustva v telesu, ki stojijo, ki so stvari zmrznjene, zato ker tam pa noter voda in energija ne morata teči, in pa v bistvu ratujemo vedno bolj zmrznjeni in vedno več je teh blokad in v bistvu zgubljamo tudi neko svobodno voljo, da lahko delamo stvari, kakor bi želeli, ker smo ujeti v te neke stare vzorce. In to lahko vi tudi fizično vidite. Recimo, če ste že kdaj videli, ker to, kakor sva rekla, fascija daje telesu obliko, in lahko vidite nekoga, recimo, ki nima neke samozavesti ali pa je šel čez neke zelo hude stvari, ker so ljudje kar takole zgrbljeni, in jim dejansko celo telo skupaj potegne. Lahko vidite ljudi včasih, ki hodijo tako, da imajo čisto zategnen hrbet, pa ven zgoren predel, kar pomeni, da je neravnovesje med zgornjim tem delom telesa, kjer je asociiran z energijo misli, našega izvora, srcem, se pravi to ljubeznijo in našim to čakro, ki jo imamo v grlu, se pravi izražanje, pa med delom telesa, kjer smo mi res prizemljeni, spet in je to, kar je Neja tudi rekla, prej ni ravnovesje v tem toku, ki pride od izvora dol do zemlje. In to mi, kot človeka pogledamo, zato nam telo lahko toliko veliko stvari pove, kot recimo, ko Neja dela z i-vitalis vajami, kjer se gleda povezavo med določeno mišico in meridiani v telesu, nam prav zaradi tega, kako voda teče, kako se čustva premikajo prek tega mreže, fascije, nam v bistvu pove ogromno o tem, kaj je človek preživel, koliko teh stvari je sčistil, koliko je nekih stvari pa zataknenih v telesu in kako je telo dejansko zamrznjeno v nekih vzorcih. In to res, če se mi pomislimo, ko imamo telo zamrznjeno v nekih teh vzorcih, to je tako, kot navada. Sam, da ni navada na tem nivoju, kakor mi ponavadi mislimo, ker mi navade zelo asociiramo, da je pač to nek možganski vzorc. To je tudi res, marsikatera navade so, možgani igrajo zelo veliko vlogo, ampak je pa tudi, kako se mi premikamo, kako je naše telo zamrznjeno v času, ker to bo pa imelo vpliv na to, kako se mi premikamo skozi življenje, kako hodimo, kako delamo te fizične stvari, ker stalno ponavljamo iste gibe, ponavljamo isti način, isti način gibanja, kar potem se v bistvu tudi prevede, da ne moramo ven iz neke alt-cone obdobja ali iz nekih starih vzorcev v vsakodnevnem življenju in ponavljamo iste stvari, ponavljamo iste napake, ponavljamo iste vzorce, ker energija ne more steči tam, kjer so stvari zamrznjene. In to je tudi zato velikrat, če boste, zadnjič sva omenili par načinov, kako lahko delamo z vodo in z vezivnim tkivom, in obstajajo različne meditacije, različne vrste gibanja, različne vaje, kakor jih Neja uči. Zelo velikrat boste videli, da lahko delate z določenim delom telesa, in bojo čustva vam prišla. In se bo izbudili in bo neki spomini vam prišli. Mi zelo velikrat mislimo, da spomini so zakodirani v naših možganih. Saj možgani igrajo vlogo v tem, ampak mi držimo te spomine in travme noter v vezivnem tkivu v telesu. In če pa vi neko to zamrznjeno tkivo začnete mehčati, če temu tako rečemo, bojo vam prišle stvari, zato ker zdaj imajo po možnost, da stečejo skozi, da niso več ujete v telesu. In tako da je treba razumeti, ko učimo holistični pristop, celostno zdravljenje, se gleda to na tak način. Se ne gleda samo, kaj je v telesu, zakaj je koža suha, zakaj je vse ostalo. To je holističen način, da mi pogledamo, kje energija teče v telesu, kako teče v telesu, in pa se iz tega da v bistvu ven videti, zakaj se v telesu dogajajo določene stvari, zakaj se določena čustva pojavljajo, pa ne pojavljajo, zakaj se pojavljajo tudi kakšne bolj abstraktne bolezni, če rečemo, kakor so lahko nevropsihiatrične zadeve, depresije, tesnobnosti, avtizmi in podobne stvari, zato ker gre veliko globi, kakor pa sam genetika, stvari, ki jih lahko zaznamo na fizičnem nivoju. In tukaj, kako energija teče v telesu, kar je povezano z vodo, nam v bistvu daje odgovor na te vprašanja in nam daje tudi rešitve za te določene težave, s katerimi se lahko srečujemo. Ja, super. Hvala, Alja. Ja, dejansko, recimo, jaz lahko čisto iz svojega vidika povem, rak, ki sem ga jaz šla skozi, to je bila zastala čustvena energija. Tako od raka sva že govorili. Rak ni samo
nekje, da je zastalo, da je to iz ali psiha ali telo, to je sklop, skupek nečesa, ampak tako, ko sem jaz zase, je bila ta zastala čustvena energija, ni tekel, ni bilo toliko energije. Recimo čustva, ki so tudi povezana z vodo, je osamljenost, zapuščenost, nesprejetost, razočaranje, želja po smrti, težave s sprejemanjem kritike. Lejte, vse to, kar vam zdaj naštevam, je voda, je definitivno energija vode ne teče. Ne voda v fizičnem smislu, ampak energija vode. Ni pretočnosti, zdaj pa zastane tam, pol pa seveda, kakšno imamo mi gensko zasnovo, ker voda ne teče, ja, pa se pa tisti geni napačni začnejo sprožati. In ni, da geni sprožajo nekaj, ampak ta pomanjkanje toka energije sproža bolezni. Enemu se manifestira tako, drugemu se tako, tretjemu se tako, četrtemu se tako. Recimo, lahko rečem, kar nekaj jih je s težavami z jetri, pač zato, ker naš način življenja ni glih najbolj v redu, ne? Pa hitenje, pa jeza, pa napetosti, pa sovraštvo, pa zamere, pa ne vem kaj. To je spet psihični vidik, tega jeter. Ampak kje se to manifestira? Enemu se bo v holesterolu, drugemu se bo v zamaščenih jetrih, tretjih se bo kap možganska kap, četrtem se bo kap v hrbtenici, petemu se bo zamašene žile. Ampak izvor je isti, se pravi, energija ne teče in tok energije se vedno začne pri vodi in tudi življenje se začne v vodi. Če že sam začetek življenja ni v redu, ker to je pa mogoče zdaj recimo ena taka zelo zanimiva tema tudi za eno izmed prihodnjih najnih srečanj, rojstvo oziroma že spočetje, ker naše življenje se ne začne s tem, ko se mi rodimo, ampak je že prej. Mi živimo že v maternici, se pravi, mi začnemo živeti ob spočetju. In če starši, preden spočnejo otroka, ne očistijo sami sebe, kaj predajo otroku, se pravi, kakšne začetke, kakšne zametke toka energije, toka vode, zato ker začetek je v vodi, ampak se pravim, da to je potem že spet ena druga tema. Če vas zanima, dajte spodaj v komentar napisati, zanima me ta tema, pa bomo mi dve enkrat v prihodnjih srečanjih govorile tudi o spočetju, o rojstvu, o pripravi na spočetje otroka. In ko je zategnjena struktura že v maternici, vi to vse s sabo prinesete. Glejte, vam sploh ni treba verjeti v karmo. Nič ni treba verjeti. Ampak vsi vemo, da smo najprej 9 mesecev rasli v maternici. In da smo nastali iz dveh delov, iz moškega in ženskega dela. In če tiste dva dela, jajčice pa spermi, nista bila zdrava, ja, kakšna je bila naša osnova? Se pravi, kakor sem rekla, ni treba nobene karme, samo pogledati nazaj, mislim, v maternico. Pa kakšna čustva je mama imela takrat, skozi kaj je šla, kaj se je nas prijel. In spet smo pri čustvih. Čustva je voda. In imamo te vtise v sebi. In je recimo delo, to, ki ga pa tudi Alja dela, ta somatika, začutiti, kje v telesu se nekaj dogaja, kje zastaja in je tudi tisto noter in sprocesirati. Tako da znanje o telesu je izjemno pomembno.
jaz ga učim preko tega, recimo Postani mojster zdravja, kjer dobite vpogled v mišice, pa kako energijo skozi ta tok, skozi tam pošiljate in vidite, recimo, če ima nekdo takole zategnjeno ramo ali pa obe rame, katere mišice ne delajo in kje energija ne teče, ali pa skozi čutenje, kje nekaj je, čeprav jaz tudi recimo na temu Postani mojster zdravja, zdaj smo se ravno zadnjo smo se pogovarjali, kako ljudje zdaj udeleženci po enem letu dela s temi energijami, koliko bolj čutijo in kako se jim je obraz spremenil, zato ker dejansko mi gremo noter, mi ne plavamo nekje na površini. In tako, kot je Alja rekla, celostni pogled zajema fizično telo, čustveno telo, umsko, psihično telo, energijsko telo in duhovno telo. In samo to je celostno. In midve na najinih in live-ih in najinem delu točno to delava. Zdaj sva združili tudi energijo in skupaj ustvarili, kako bi temu rekla Alja, storitev, ponudba. Ja, program. Program. Skupaj smo ustvarili program, kjer te peljeva skozi to čutenje, skozi zaznavanje sebe, skozi spremembe, transformacije, tako da v 4 mesecih ti lahko ogromno narediš spremembe v svojem življenju, ne samo na fizičnem nivoju, tudi v čustvih, mislih, energijah in na duhovnem nivoju. Tako da vabljeni tudi na ta program, ime mu morava še dati, ali še nisva dali, zato ker zdaj imava že prvega udeleženca najinega programa, tako da mogoče bo pa še kakšen želel. Celostni pristop, res celostni pristop. Od fizičnega do duhovnega nivoja na enem mestu. In ne to, da greste, ne vem, za psihologijo, za psihični del greste k psihologu, za fizični del greste k fizioterapeutu, za čustveni del greste k ne vem kam, nekam. Za energijski nivo spet nekam drugam, za duhovni nivo spet nekam drugam. Vse imate celostno, ker midve sva šle skozi vsaka precej zahtevne bolezni, ki so se vlekle dolg časa in sva se ozdravili, ampak to je bilo možno pa izključno samo na ta način, da sva celostno pristopili k razrešitvi najinih bolezni. Ne pa Alja, če imaš še ti kaj za dodati. Jaz mislim, da je bilo to kar izčrpno. Jaz bi sem rekla, jaz bi še to dodala, to, kar je Neja rekla, da sva obe celostnim pristopom rešili stvari, ampak ni sam to, ni da so midve s temi stvarmi končale. To je potovanje, ki ga midve stalno poglabljava in stalno skozi osebne izkušnje spoznavava nove dimenzije tega. Zato, ker ko enkrat začnemo prihajati v ta celostni pristop do zdravljenja, začne prihajati vse naše predele življenja, v naše odnose, v naše videnje samega sebe, v naše prepoznavanje vzorcev, prepoznavanje družinskih vzorcev, prepoznavanje tega, kdo mi res smo. In zaradi tega je to ena stvar, ki če pridete z nama delati, boste dobili neka orodja, ki niso samo zato, da če imate neke imune bolezni, kot sem jih jaz imela, da to rešimo v 4 mesecih, pa je to. To je nekaj, kar vam da neke osnove za naprej za celo življenje, da imate res globjo povezavo s samim sabo, ki bo potem pa imela efekt na vse ostale stvari v vašem življenju. Tako da, če koga od vas to zanima, naj lahko katerokoli od naju kontaktirate, lahko prek zasebnih sporočil
in vam bova povedala več o tem, kot so rekli, nimava še imena, ker to je precej nova zadeva, ampak sva pa že odprta za to, če bi kdorkoli želel sodelovati in ga te stvari zanimajo, če zdaj to poslušate in čute in se tako, wow, ja, to pa, tle je pa nekaj, kar me res pritegne, stopite v korak z nama, pa bomo vse stvari povedali, razjasnili, odgovorili na vsa vprašanja in ugotovili, če je to tista stvar, ki je pravilna odločitev za vas in za naju. Tako da stopite v kontakt z nama, pišite nam vprašanja, spodaj za različne teme, karkoli vas zanima, karkoli, kakšna stvar, ki se vas je dotaknila, tudi če je bila kakšna stvar, ki ste poslušali, pa se vam je zdelo, wow, to je pa čuden, tega pa ne razumem, to pa imam malo neprijetne občutke, ki to stvar slišim, to pa ni moja izkušnja. Tudi to nama napišite in bomo, da vidimo, kaj se dogaja stvari, kako se stvari dogajajo za naju, za vas in da skupaj prijemo do stvari, ki so koristne za vse, ki smo tukaj. Tako da, tako. Lepo se imejte in krasen teden še naprej. Tako. Pa se vidimo naslednjič. Čau, čau. Se vidimo čez en teden.